kolegica magister Mateja Avber-Valentan in pa kolegi dr. Grelc, gospod Brlek, Samo Lozej in Blaž Peršin, eminentne osebe, ki bo razložile, zakaj je prišlo do spremembe preusmeritve gradu. Imamo še tu našo Barbaro Vajdo, ki skrbi za turizem. Cilj je milijon očitev v Ljubljani in tem bo grad veliko pripomogel. Tako da uživajte na najvišji točki najlepšega mesta na svetu. Odločitev o tem, da se ustanovi samostojni javni zavod, je temeljila v prvi vrsti na tem, da je grad danes prostorsko bistveno bolj zaokrožena celota, da je večji del gradu obnovljen, da se je seveda lani postavila razstava slovenske zgodovine, ki je seveda pomembna stalna vsebina na Ljubljanskem gradu. In to so bile tiste prelomne točke, ko je bilo potrebno razmišljati o gradu kot celoti, predvsem z tega vidika, da grad ne zaživi zgolj kot prostorska celota, pač pa kot programska celota. To je tista ključna naloga in tisto ključno pričakovanje mestne občine Ljubljana, da grad oblikuje v tej množici programa, ki se vsako leto odvija. Veste, da je bilo v zadnjih 2 letih približno 500 dogodkov letno. V tej množici programa oblikuje konsistenten program, ki se bo nanašal na različne ciljne skupine, ki bo živel skozi vse leto, ki bo seveda po tej svoji ponudbi programa specifičen, kajti ne gre za kulturno inštitucijo v strogem pomenu besede, gre za kulturni spomenik, katerega namembnost pa je zelo, zelo široka. In naloga javnega zavoda Ljubljanski grad je v tem pogledu zelo zahtevna. Kako grad vzpostaviti in ohranjati še naprej kot simbolno najvišjo točko kulturnega turizma v Ljubljani, kako zagotoviti reprezentativni prostor za promocijo slovenske kulture in na drugi strani, kako seveda zagotavljati ustrezen obisk gradu in nenazadnje tudi njegovo poslovno uspešnost, kajti grad in ta javni zavod bo v veliki meri odvisen od tega, kako bo uspel pridobivati prihodke na trgu. Z nami je nova direktorica Ljubljanskega gradu, magister Mateja Avber-Valentan, ki nam bo strnila nekaj prvih odtisov o vodenju, kaj nas čaka v letošnjem letu, kaj se obetamo v prihodnje. Imamo od danes novo spletno stran, se tudi vidi. Zelo smo veseli, da smo stopili tudi v ta elektronski svet in da se nas da tudi tako že videti. Za začetek bo samo v slovenskem jeziku, pričakujemo konec tedna še angleško verzijo in konec meseca še v drugih svetovnih jezikih. V letošnjem letu sta predvidene 2 investicije, najprej prenova trakta A v vseh 4 nivojih. V zgornjih nivoju je predvidena gostinska ponudba z souporabo terase. Prenovili oziroma končali bi tudi obnovo lapidarja KLMT. Obnova je začasno stoji zaradi prisilne poravnave SCT-ja, ki je tudi izvajalec teh del, vendar mi je župan že prej namignil, da bo do dela se nadaljevala, se pravi še v tem mesecu in bo tudi uspešno končana pred poletjem 2011. Obvestila bi vas, da bomo 16. maja obeleževali dan Ljubljanskega gradu. Zakaj ta dan? Na ta dan je namreč leta 1905 gospod takratni župan Ivan Hribar skupaj z mestnimi oblastmi odkupil Ljubljanski grad od takratnih deželnih oblasti. Na ta dan bo tudi dan odprtih vrat, že en dan prej, 15. ko je nedelja, in bomo povabili seveda vrtce in šole, da nas obiščajo. Imajo tudi, za vse bo tudi prosto vstop, seveda. Kakšne so naše želje v prihodnje? Kot že rečeno, si želimo 1 milijon obiskovalcev. Kaj to pomeni? To ne pomeni, da bomo sedeli in čakali, ampak to pomeni, da se bomo za vsakega obiskovalca posebej potrudili in ponudili čim več
odprtih zadev, se pravi, da bomo prijazni, odprti in da bomo tudi za spletno stranjo pridobili tisto, kar si želimo. Nadaljevali bomo z obnovitvenimi deli. Kot veste, je grad nikoli končana zgodba, kar se tiče investicij. Razširili gostinsko ponudbo, želimo si dopolniti oziroma dokončati vinoteko z izbranimi slovenskimi vini. Želimo pa si tudi skupaj z upravno enoto, v kateri smo trenutno v razgovorih, nadgraditi ponudbo poročnih obredov. To je eno lepo delo. In sicer tudi obstaja ena statistika, vsi tisti, ki so do zdaj obiskovali spletno stran Ljubljanski grad, je bilo 70% takih, ko so kliknili poroke. Se pravi, da to za nas bil en tudi klik, kako pa kaj v prihodnje. Intenzivno se bomo začeli tudi ukvarjati z trženjem, tržne dejavnosti. Imamo čudovite dvorane, tehnično popolne, v čudovitem grajskem okolju. Želimo si sprejeme, konference, predstavitve, protokolarne dogodke na višjih nivojih. Tujim obiskovalcem pa bi se želeli približati z prevodi v več svetovnih jezikov. Ne povem, da je do sedaj januarja, mislim, da statistika, da je bilo tudi 80% ljudi iz tujine, se pravi, da so v večini. Zaradi odlične lege grajske planote bomo oživili sprehajalno pot med gradom in Plečnikovimi Šancami. V prihodnje tudi uredili parkirišče, zelenico. Želimo postati vzor za ekodelovanje z negovanjem okolice gradu, z sprehajalnimi poti, z vsebinsko nadgradnjo, s strokovnostjo osebja, kot je gospod Brlek že omenil, in predvsem za našo prijaznostjo, odprtostjo. Želimo, da bi se naši obiskovalci gradu počutili dobro, da bi se počutili predvsem udobno in da bi se zaradi tega tudi radi vračali. Dobrodošli in hvala.